Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobrodošli v tokratni Sorini radijski klepetalnici Na stežaju, v kateri bo, kot smo že napovedali, z nami direktor Zavoda za šport Republike Slovenije Planica in nekdanji smučarski skakalec, ki je med svoje športne uspehe leta 1991 v Predacu upisal tudi naslov svetovnega prvaka v smučarskih skokih. No, pa še kakšen zanimiv dosežek je zapisan v njegovo športno kariero. Franci Petek, dobro jutro in dobrodošli v Škofji Loki. Dobro jutro in hvala za povabilo. Kako ste naspani, spočiti, pripravljeni na nove izzive? Sem, tako da je v redu, da sem mimogrede na poti v službo, v pisarno v Ljubljano, sem se pač ustavil zdaj še z veseljem pri vas. Pri nas na klepetu so vam sicer jutra blizu, glede na to, da ste nekdani športnik in navajeni železne discipline, pa tudi zgodnjih treningov. Jaz moram reči, da nisem najbolj jutranji človek, je pa zelo odvisno od obdobja leta ali pa skoraj da življenja, ko je kakšna res velika naloga pred mano ali pa nek cilj, za katerega se treba res kar orang potruditi, takrat me misli ne dajo predolgo spati in takrat sem lahko zelo, zelo zgoden in takoj pripravljen že, da nadaljujem del. Ko je pa, bi rekel, tisto drugo obdobje, so mi pa jutra včasih malo naporna, ampak moram reči, da se kar hitro k sebi spravim in grem v ritem. V akcijo pomaga jutranja kava ali čaj? Čaj. Kave ne pijem. Jo ne maram, ne vem zakaj, ampak mi vkus ni všeč. Tako, važno, da zjutraj človeku nekaj da energijo, da ga malce pogreje, zdaj ali je kava ali čaj, niti ni pomembno. Midva bova danes olimpijska, pa bova pravzaprav začela kar spomini na zadnje olimpijske igre, na katerih so svoje športno znanje in spretnosti pokazali mladi. Včeraj ste jih pozdravili, tudi vi ste jim čestitali na odprtju v Planici, kjer se z današnjim dnem začenja FIS mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju in FIS U23 svetovno prvenstvo v smučarskih skokih. Kakšen je bil včeraj utrip v Planici? Zelo, zelo prijeten. Včerajšnji dan je bil zvečer, pač je bila uradna otvoritev, sicer pa je bilo zelo živahno, ker so čez dan prihajali športne ekipe na prizorišče, nekatere že kakšen dan prej. Tekači sploh imajo danes že prvo tekmo, šprinte, mladinci, tako da je bilo na progi zelo živahno, treniralo se je, testirali so proge, spoznavali so se nekateri s progami v Planici. No, zvečer je bilo pa pač uradna otvoritev mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju in je bilo zelo lepo. Predvsem je bilo videti, da so, ker je bila sama prireditev zelo lepo pripravljena, so se tudi odzvali vse ekipe in je bilo, tako ne rečem, zelo tak svečan občutek in dogodek. Začutiti možno tisti pravi športni duh, pa tudi ne nazadnje nekaj olimpijskega duha. Kako ponosni ste bili na vse te mlade olimpice, ki so se domov vrnili, če se ne motim, kar 6 kompleti medalj, ne? Ja, vedno je lepo videti, da tudi naši športniki, to se pravi tudi slovenski športniki, nekako dosežejo nekaj že na poti svojega športnega dozorevanja, ki jim da neko vmesno potrditev, da je vreden trud, da to, kar radi počnejo, znajo tudi dobro početi in je to predvsem za njih športnike zelo lepo, da jim to uspe. Seveda ni pa to noben garant, da jim bo nekako njihova pot usvojena tudi do pravih olimpijskih medalj, če tako v narekovajih rečem pravih. Predvsem je pa to za njih spodbuda, motiv.
Ste med temi mladimi začutili tudi kanček tega športnega navdušenja, te iskre, ki ste jo imeli v njihovih letih, vi glede na to, da ste pravzaprav športan gor rasli že od malih nog? Ja, seveda so bili videti zelo ponosni, veseli, da tudi drugi opazimo in cenimo to, kar jim je uspelo, in to je tisto, kar je najmanj, kar jim lahko damo vedeti. Seveda se pa jaz vedno izogibam prevelike euforije, ker to je pač trenutek, to je, tako kot sem rekel, res njihov oseben uspeh in je namenjen poklon predvsem njim samim. Tako da seveda pa morajo že naslednji dan živeti čim bolj v realnem svetu. Nobena medalja ni samoumevna in nobena medalja se pa ne more do potankosti načrtovati in se more zgoditi. Tako da je tudi to dobrodošlo, ukolikor uspejo to dojeti, da poleg njihovega dela, talenta, jim more biti to tudi namenjeno. In ne vemo, kaj jim bo namenjeno v prihodnosti, ampak upajmo, da še kaj več. Tako, v prihodnjih dneh je težko karkoli napovedovati, razen tega, da bomo zanje navijali tudi na valovih Radia Sora, kjer zdajle naše jutro nadaljujemo z glasbo. Potem pa se dotaknemo olimpijskih iger in malce bolj natančno tudi življenja našega tokratnega gosta, Francija Petka. Dobro jutro, 15 je čez 8. Danes nam na ponedeljkovem klepetu družbo dela Franci Petek, direktor Zavoda za šport Republike Slovenije Planica in nekdanji smučarski skakalec. Začela sva z mladimi upi v Planici, zdaj pa bova nadaljevala olimpijsko spomini na Sarajevsko olimpijado. 40 let mineva v letošnjem letu, 13 let ste bili stari takrat, sva zdaj med glasbo ugotovila. Kako pa se vi spominjate tega časa in teh dogodkov? Spominjam se predvsem to, da smo pač cela družina spremljali, to se pravi gledali tekmovanja. Spomnim se Vučkota, najbolj, imeli smo tudi doma razne predmete z logom, s podobo Vučkota. Spomnim se seveda euforije ob srebrni medalji, ki jo je Jure Franko usvojil. Spomnim se razočaranja na skakalni tekmi, ko je Primož Ulaga, mu ni uspel skok, mislim, zdaj razumem, res je bila grozna špura, grozna smučina, tako da je marsikdo ni mogel v redu pripravljen na mizo za odskok prijeti. Tako da predvsem se spomnim, da je bila tudi pri nas fajna zima in nisem v prav veliko časa biti noter in sem užival na snegu, od tega, da sem šel na treninge, takrat sem glih že treniral skoke, do tega, da sem pač s prijatelji na snegu počel druge stvari. Tako, uživa v zimskem veselju. Takrat se z olimpijado niste obremenjevali, ampak z vsemi ostalimi stvarmi. Zdaj, če se morda res vrneva čisto na začetek, kaj pa je bilo tisto, kar vas je peljalo v svet smučarskih skokov? Se spomnite tistega trenutka, ko ste rekli, jaz bi pa tole probal? Zelo dobro se ga spomnim. Jaz mislim, da me je peljal pač srečen splet okoliščin, da je pač nek družinski prijatelj deloval v tem žirovniškem skakalnem klubu, ki je bil najbližji od jaz, pač takrat naša družina je prihaja iz Lesec in Žirovnica je bila najbližji skakalni klub delujoč, in je enostavno na enem družinskem srečanju rekel, a bi ti skakal, in sem jaz brez premisleka rekel, seveda. No, jutri ob 2 počakaj tam pa tam. No, in tako se je začel. Mislim pa, da me je to, da sem imel predvsem zimo in še danes jo imam zelo rad, in vse, kar se počne na snegu,
ni važno, kakšne vrste smuči imam na nogah, mi je prijetno, tako da in rad to počnem. Skoki so mi bili pa vedno, že prej, ko smo štamfali tam bližnje hribčke, smo vedno najprej skakalnico naredili, ne? Ker za smuk progo je bilo treba kar veliko poštamfati in nas je mogli biti res kar nekaj, da smo naredili, ampak tudi smuk progo smo imeli, recimo. Odlično, ja, zima ima svoje radosti, zdaj skoki so potem postali vaš način življenja. Kako pa danes gledate na tole svojo prehojeno pot, ki je prinesla številne uspehe, pa verjamem, da tudi veliko odrekanja? Kaj šport da mlademu človeku, kaj mu morda vzame? Vzame jaz ne vem, da bi mi kaj vzel, predvsem mi je dal in dal so mi mogoče še več kot tisti, bi rekel, uspešni skoki ali pa tudi na tekmah neki uspehi mi je dal to, da ne vem, kakor opazujem, nisem se z nikomer od aktualnih tekmovalcev o tem pogovarjal, ampak jaz bom zdaj zelo na palc ocenil. Veste, ko treniraš in potem sploh na tekmah, jaz lahko rečem, da je vsaj 80%, če ne več poskusov, ni uspešnih. Ne čutiš, da ti je uspel to, kar si želel. In vsake toliko časa ti pa rata nekaj res dobrega, ker znotraj sebe čutiš, da to je pa wow, to je pa to. A ne? In potem ves čas iščeš spet tako izvedbo, tako občutek, ker veš, da je dober. Sam v sebi noter, v sebi čutiš, da je dober. In to je nekaj, kar mislim, da šport res ti da za celo življenje, da je vredno poskušati in izboljšvati in iskati načine, kako nekaj narediti boljše. In vlagati trud v svoje delo, tako kot ste ga uspešno vlagali vi in z dobrimi rezultati začeli že kot mladinec. Ne? Takrat ste bili ena taka ekipa, ki je, ne vem, eno leto pobrala srebro, pa naslednje leto potem dopolnila še z bronom. Ja, mislim, mi smo bili kar obetavna generacija. Predvsem smo se zelo, zelo dobro razumeli, kar pomeni, da je bil življenje, probajte se predstavljati, mi smo takrat, ni bilo v Sloveniji prav veliko modernih, za tisti čas modernih skakalnih centrov, zato smo zelo veliko naših treningov upravljali v tujini, bodi si na Češkem, v Avstriji, Nemčiji in mi smo ves čas potovali, ne? Mi smo bili 2-3 dni v tednu doma, potem smo pa za 4-5 dni šli na trening in mi smo skupaj živeli in smo se naučili biti strpni, sprejemati en drugega in tako kot sem rekel, smo bili kar obetavni in to je zelo dobro, da je znotraj ekipe nek nivo kvalitete, kar pomeni, da celo ekipo nekako vleče enkrat eden, drugič drug k še boljšim izvedbam. No. Tako da ja, dobili smo, tako kot sva že na začetku o tem govorila, s temi medaljami, predvsem ekipnimi, smo pač dobili potrditev, da nekaj znamo, da nekaj prav delamo in to nas je še bolj motivirali in podžigali, da smo vzdržali in ustrajali pri delu in treningu. Ne. Kaj pa danes, ko se dobite z Goranom Janusom, potem z Damjanom Frasom in ostalimi, obujate spomine? Je kakšna taka anekdota, ki je običajno na tapeti, ki vas pravi v dobro voljo? Jaz moram reči, da jaz nisem prav dober pri ne zapomnim si, pa nisem si zapomnil kakšnih takih res konkretnih situacij, ampak kadar se dobimo slej ali prej
pridemo na obujanje spomina in res je zanimivo, kako en drugega dopolnjujemo, ko probamo rekonstruirati kakšne dogodke ali pa dogajanja, sploh kakšne nenavadne, ampak žal vam ne znam zdaj nič postreči z ničemer, že kar vnaprej je tale nasmešek precej izdajalski. No, v glavnem, ja, pač toliko smo, kot sem omenil, toliko smo bili skupaj, da smo tudi seveda veliko stvari doživeli skupaj in krasno je se spomniti predvsem tistih lepih, imamo pa tudi kakšno bolj grenko skupno izkušnjo, ampak tako je življenje. Tako je življenje, bova v njih rekla kakšno tudi o nadaljevanju, zato ostanite v družbi valov Radia Sora. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Na stežaj odpiramo danes vrata v svet našega jutranjega gosta Francija Petka, danes direktorja Zavoda za šport v Planici, sicer pa smučarskega skakalca, ki je med svoje športne uspehe leta 1991 v Predacu vpisal tudi naslov svetovnega prvaka v smučarskih skokih. Še en jubilej je zdaj pred vami, 10. februar 1991 je bil tisti usodni dan. Kako se ga spominjate? Mislim, kar nekaj let je že od tega, tako da bi... Ene par petkov je že mimo, ja. Tako. Ja, no, to je bilo pač en krasen dan v mojem življenju, ko sem nekako uspel doseči nekaj, za kar sem delal leta prej. Spomnim se predvsem evforije po osvojitvi, spomnim se recimo, kako je, ko sem bil po prvi seriji, sem bil drugi, kako niso vedeli, bi rekel, pa trenerji še, ampak recimo vodstvo naše reprezentance, Lojze Gorjanc je bil takrat direktor, niso vedeli, kaj naj zdaj z mano delajo, čeprav so bili že 100-krat v taki situaciji, ampak seveda do takrat še nihče od slovenskih skakalcev ni bil svetovni prvak in je bilo malo več napetosti. Vsega tega se spomnim, predvsem se spomnim potlej novinarske konference, to je bilo leta 1991, februar, ko smo mi že decembra v letu 90 Slovenci smo se odločili, da si želimo svoje države, to se pravi referendum je že bil in na novinarski, obvezni novinarski konferenci po tekmi so me tuji novinarji sprašvali, a ti si zdaj Slovenc ali si Jugoslovan v tem smislu, in seveda za nas je bila ad acta, za nas preproste ljudi, ker nismo vedeli, kako gre ta proces, da ni tako čist simpel, da če se nekdo odloči, neka država, da bo nek narod, da bo zdaj pa on svojo državo imel, ampak za nas je bilo to ad acta, pač je bilo samo stvar še 3 ali 4 mesecev. In mi smo Slovenci, mi skačemo za Slovenijo, mene nič ne briga, če pač tam piše Jugoslavija, pa jugoslovanska zastava in tako naprej. No, in vem, da je bilo, takrat so kar nekaj težav imeli naši slovenski funkcionarji z Beogradom zaradi mojih izjav. Do mene čist osebno mene so pustili na miru. No, so vas pustili skakati in trenirati, da ste se nazadnje tudi kot svetovni prvak lahko dobro pripravili na prihajajoče olimpijske igre v Albervillu, kjer pa ste bili nosilec slovenske zastave, ne? Ja, res smo bili, mislim, to šele zdaj vidim, pač smo bili aktualni v zanimivem obdobju naše zgodovine slovenske. Jaz se takrat nisem zavedal, kaj res to pomeni. Nekdo pač je zastavonoša, to smo videli, mene so izbrali, določili in predvsem, se pa spomnim, to smo tudi skupaj z mojimi sotekmovalci oziroma olimpijsko ekipo, ne samo skakalci,
smo rekli, ko pa prideš, oziroma so mi nekako položili navodila, so mi dali, ko pa prideš na štadion, glej, da boš res pokazal slovensko zastavo v celem njenem obličju. In evo, ko smo pa dobili navodila od organizatorja, je bilo pa strogo prepovedano mahati zastavo. Ampak jaz sem ta navodil organizatorja sem takrat prekršil in sem vseeno malo zamahal, tako da se je slovenska zastava v polnosti videla. No. Tako, malce je prilagodil po svoje, na to pa uspešno oddelal tudi olimpijske igre. 6. mesto v ekipni tekmi, pa 8. mesto na veliki skakalnici, ne? Ja, takrat je bilo, še nekaj je moja generacija, naša generacija dala skozi. V skokih, lahko rečem, smo bili priča ali pa akterji revolucionarne spremembe v skokih, to se pravi iz paralelne drže, smuči v letu, smo se soočili s spremembo v držo, tako kot že od takrat pač poznamo, kako se skače oziroma in moram reči, da jaz sem takrat še skakal v tej sezoni olimpijski po starem, rečemo tako, in enostavno nisem bil konkurenčen, čeprav jaz mislim, da sem pa, bi rekel, moji skoki so bili takrat v redu, ampak enostavno fizika je fizika, aerodinamika ima svoje zakonitosti in pač nisem mogel konkurirati glih za najvišja mesta. Ali pa zelo, zelo težko. Ampak ste se pa kljub temu odlično odrezali in v športu potem ustrajali še nekaj let, v Velenju pa potem rekli, zdaj pa dovolj, pa skakalne smuči postavili v kot, ali kako? Ja, mislim, zdaj, če čist odkrito, iskreno povem, ustrajal sem še nekaj let, končal pa kariero pri svojih 24. Predvsem zaradi tega, ker mi ta učenje nove tehnike ni šlo najbolj uspešno. Imel sem kar nekaj zaporednih hudih padcev, tudi nekaj sem bil poškodovan, predvsem sem pa poškodoval svojo dušo, strah me je začel postajati in enostavno nisem več videl smisla v tem, oziroma glede na to, da sem usporedno študiral, sem se pač prijel tega, da dokončam študij in grem še drugimi izzivi v življenju naprot. Ampak smučk pa niste čisto postavili v kot, jih še kdaj prinesete na sonce, pa pokažete ali pa morda celo skočite. Kdaj ste nazadnje skočili na kakšni skakalnici? Čisto nazadnje sem po moje 10 let nazaj na starih orlih, to je pač, pa mislim, da zdaj en čas že ni bilo teh starih orlov. To je na 25-metrski skakalnici se bivši skakalci pač pomerijo v skokih. Takrat sem čisto nazadnje, se pravi, koliko sem rekel, 10 let nazaj, zares sem pa nazadnje skočil potlej leta 97, to se pravi 2 leti po tistem, ko sem se odločil, da neham. So me prosili, če grem skakati za ekipo, ker so imeli enega tekmovalca premal, na univerzijado, to se pravi na študentsko svetovno prvenstvo. Tako da takrat sem zadnjič po tisti zares tekmovalni plati. Ja, tako. Odlično, no midva še nisva rekla zadnje besede, nekaj glasbe si privoščiva, potem pa seveda rečeva še kakšno o največjem prazniku pod Poncami, pa tudi o geografiji in še kakšni malenkosti. Ujemite nas. Franci Petek nam dela družbo v Sorini radijski klepetalnici. Ja, Planico smo slišali, ne? Kraj srečnega imena za slovenske ljubitelje skokov. Kakšni spomini pa vas vežejo na Planico? Kako pri srcu vam je? Zelo. To je nekaj, kar mi je tako z velikim spoštovanjem izrečem to besedo Planica, kot tudi vsakič, ko sem
v Planici, pa to je enkrat na teden najmanj. Čutim res eno veliko odgovornost do tega prostora, ker ima bistveno širši pomen kot zgolj smučarski skoki ali pa skakavci, ampak to je res nekaj slovenskega, lahko rečem, da skoraj da nek simbol naše identitete, eden izmed njih. Tako da in to pesem seveda pa predvsem vsak tam proti koncu marca, za finale svetovnega pokala, to pesem res neštetokrat slišimo in ko se sem pa tja jo poslušam malo bolj zavestno, kako so res uspeli že takrat, ne vem, koliko je ta pesem stara, kar nekaj let, ne? Ampak kako posrečeno in res vrhunsko kakovostno, bi rekel, odo temu prostoru so Avseniki uspeli narediti. Ja. Tako, odo Sloveniji pa ste zagotovo kot geograf v širnem svetu znali zapisati, povedati, tudi zapeti zaradi mene po svetu. Tudi vi, kako to, da vas je geografija potegnila po končani športni karieri? No, mene je geografija potegnila že mnogo prej. Že globoko v osnovni šoli sem bil nekako odločen, da bom študiral geografijo, sicer nisem imel, hvala Bogu verjetno, nisem videl, da je pač ni kar samo po sebi umevno, da uspeš prideti, saj takrat so bili sprejemni izpiti, samo omejeno število vsako leto so vpisali na fakulteto, ampak pač meni je uspel kljub vsemu za las prideti na študij in jaz sem dejansko študiral usporedno z svojo skakalno kariero, bi rekel skoraj da redno, no. Tako da mi je bilo, ko sem pač bil na točki, da sem mogel se sam s sabo pogovoriti, kaj s temi skoki zdaj početi, mi je bilo verjetno zaradi tega lažje, ker sem imel za dokončati študija, ne. In v geografiji sem potem po diplomi to je bila v bistvu moja prva zaposlitev in sem 10 let dejansko delal v geografiji, do trenutka, dokler me šport spet ni poklical. Moram pa reči, da vmes teh 10 let sem športom skoraj da nisem bil nič povezan, kar je morda dobro, da se človek malo oddahne in potem čez čas z drugo kakovostjo, z drugo kvaliteto zna videti in razumeti to, kar je bil prej tvoje življenje. Tako, kot ste prej aktivno živeli, leta 2007 ste se ponovno poklicno vrnili k športu. Kakšen izziv pa vam je bil šport potem po tisti drugačni poklicni plati, ne, kot pa se ne moram reči zunanji opazovalec, ker ga vendarle aktivno kreirate, pa vendarle na drugačen način. Veste, kaj je bil meni takrat izziv? To, da sem vedel, da nas je v Sloveniji veliko skakalcev, pa ves čas, verjetno smo to še mi, bi rekel, predali neko manj vrednost do recimo norveških, avstrijskih, nemških skakalcev, takrat so bili pač te 3 nacije, japonskih recimo, nek manj vrednosti kompleksa. Ne? Mi smo, in meni je bil izziv in sem si rekel, pa se smo vsi samo ljudje iz krvi in mesa, ne? Imaš bolj in manj sposobne in ni vrag, da mi ne bi mogli biti konstantno konkurenčni. No in to je bil nek izziv, ko smo takrat z ekipo parih nas, tudi generacijsko, no, kolegov, smo takrat zastavili in tak en trden, resen projekt na sistematičen način in tudi bi rekel, da smo poskušali ponotraniti to, da mi to zmoremo. A ne? No in moram reči, že potlej po nekih 5+ letih se je pa že začel kazati, da je to dejansko
možno. Možno. To, kar danes ali pa zdaj zadnja leta spremljamo, lahko rečem, da je to bil neka zavestna odločitev, da gremo na tako pot cele skakalne srenje. Tako da smo Slovenci skakalna velesila, tako po moški kot tudi ženski plati, ne? No, punce so se raven v tistem času začele uveljavljati in moram reči, da je bila pa Slovenija ena prvih držav, kjer se nismo seveda smo bili tudi malo skeptični oziroma del naše, bi rekel, skakalne družine, seveda nikoli ne gre vse čist gladko, pa si v en rok ne pihamo, ampak vendarle smo Slovenija kot država ali pa slovenski skoki so bili med prvimi, ki so se zavestno odločili, da bomo delali in gojili tudi ženske skoke in smo zato po moje že pravzaprav ves čas pri puncah, jaz bom temu rekel, konkurenčni, da nam rekel, smo ves čas v vrhu. Tako, v samem vrhu in tam bomo, prepričana sem, tudi ostali. Mimo grede, ko so na sporedu na televiziji prenosi skakalnih tekem, je Dalinc v vaših rokah? Ja, in tudi ne sme se preveč drugih stvari govoriti in spraševati. Dobro, potem bom jaz zdaj zastavila samo še eno vprašanje za konec, ker se nama čas izteka. Če se si morda želite za Slovenijo, za razvoj slovenskega športa v bodoče, kot nekdani športnik, kot športni delavec, kot sokreator? No, seveda zdaj, ko sem v vlogi, da imam pogled tako, bi rekel, na teren, kot tudi v odločevalske sfere, zelo pozdravljam, da se je neko zavedanje, da je šport ne samo, bi rekel, neka družbena dejavnost, ki jo človek goji že vrsto, bi rekel, generacij, ampak da je to tudi nekaj, kar je res veliko dobrega prinese družbi. Eno je v smislu osveščanja ljudi, kako pomembno je za našo zdravje in učinkovitost gibanje. Ne govorim zdaj samo o vrhunskem športu, ampak nasplošno. In pa drugo, da pa uspehi naših vrhunskih športnikov neprecenljivo, to je nemogoče, bi rekel, oceniti ali pa ovrednotiti v denarju, kakšno promocijo dejansko prinesejo te uspehi naših športnikov, predvsem ali pa še posebej takrat, ko smo prisotni preko televizijskih prenosov in gre to v bistvu po celem svetu, najmanj pa po celi Evropi. In se milijoni, desetine milijonov, da ne rečem še kaj več, pač dejansko slišijo, vidijo, zasledijo Slovenijo. Tako da je, in me veseli, da je tudi se politična volja nekako obrača v to smer, da razumejo, da je res temu tako. Naj še dolgo živi šport, tako po tisti tekmovalni in profesionalni plati, kot po tisti naši, ki jo lahko spremljamo in aktivno soustvarjamo prav vsi. Gospod Franci Petek, hvala lepa za tale današnji klepet, vse dobro želim in verjamem, da še kdaj nasvidenje tudi pred našim mikrofonom. Hvala za povabilo in lep dan želim.